Ne vem, če ste slišali, ampak v Sloveniji je prišlo do političnega preobrata, ki ga najpreprosteje razložimo s temi besedami. Janša gor, ni dol. Tako je, drago ljudstvo, odslej ste lahko mirni, kajti oblast v državi je znova prevzel Janez Janša. Kaj je bilo pa to? Prvak opozicije je med tednom namreč postal prvi Slovenec v zgodovini, ki se je razveselil sestanka z Borutom Pahorjem. Po enournem pogovoru za zaprtimi vrati sta pred kamere stopila predsednik države in kandidat za mandatarja za sestavo 14. slovenske vlade. Janša se bo v zgodovino tako zapisal kot prvi slovenski politik po Janezu Drnovšku, ki bo na čelo vlade stopil že tretjič. Ja, novi mandatar bo po letih 2004 in 2012 letos že tretjič zasedel premierski stolček, s čimer se je izpolnila Nostradamusova prerokba, da je vsako drugo prestopno leto čas za vlado Janeza Janše. Kaj s to elektriko? Medtem, ko se nekateri njegove vnovične vladavine bojijo in že organizirajo proteste, imam jaz občutek, da bo življenje v Sloveniji pod novo vlado še boljše. Ker kot prvo, ziher se bo povečalo število delovnih mest, na Nova TV, ampak vseeno, šiht je šiht. Kot drugo, zagotovili bojo zadostno število stanovanj za mlade družine, katoliških duhovnikov. Ampak pa definitivno se bodo zmanjšale čakalne vrste za azilante. Da pa je sploh prišlo do sestave nove koalicije, je najverjetnejši bodoči premier Janez Janša moral poiskati nove prijatelje, kar je glede na zgodovino njegovih tweetov najprej precej težko opravilo. Ne? Tako je, kot če bi na piknik povabil ljudi, ki si jih javno pred tem sramotil na spletu. Sorry, fantje. Ravno zato je prvi zaveznik bodoči mandatar najlažje našel v edini stranki, kjer večina ne zna uporabljati računalnika, stranki upokojencev. Ti so na sodelovanje pristali, čeprav je njihov vodja poslanske skupine izrazil svoje dvome. Smo zadovoljni koliko toliko, seveda moram pa povedati, da je dostikrat hudič v podrobnostih med vrsticami. Ja, za marsikoga je problem pogodbe predstavlja tisto, kar je med vrsticami, za upokojence pa že tisto, kar je v drobnem tisku. Ker ne morejo prebrati, štekaš. Bog ve, kaj so predstavniki slovenskih upokojencev podpisali, glede na to, da ima koalicijska pogodba z velikimi tiskanimi napisan sam naslov. In če za slovenske upokojence nikakor ne moremo reči, da jih je premalo, pa to lahko rečemo za Desusove poslance. Ravno zato je predsednik SDS-a Janez Janša, dajte to popraviti, no, prosim, kot četrto koalicijsko partnerstvo vključil stranko SMC, ki ima pri bodočem sodelovanju en sam pogoj. Ker so namreč tudi ideološki in seveda vse, kar si želijo, je, da ne dobijo ideološkega predznaka s to vlado in navezo z SDS. To naj bi bil celo pogoj SMC za vstop v vlado z SDS. Prav ste slišali, stranka, ki je leta 2014 zmagala na volitvah, ker se je edina točka njihovega volilnega programa glasila Smo proti Janši. Bo zdaj omogočila njegovo vnovično vladavino. Hkrati pa noče, da se kakorkoli povezuje stranko SDS, kar je približno tako, kot če bi skupina Mali bogovi hotla, da se ne povezuje z Vladom Kreslinom. Ja, smo skupaj na odru, ga podpiramo, mi smo zgodba zase. Mi z njim nimamo nič! Kandidat za mandatarja pa na glasovanju nikakor ne bo mogel računati na vseh 10 glasov stranke Modernega centra, saj ima eden izmed njihovih poslancev o njem izdelano posebno mnenje. Temu človeku jaz ne zaupam in mu ne bi zaupal niti svojega lastnega vrta, kaj šele vodenje Republike Slovenije. Pri tej izjavi se seveda odpira vprašanje, kakšen vrt ima Jani Möderndorfer, da mu ga ne bi zaupal. Jaz bi rekel, da tam raste še kaj več kot paprika pa paradajz. Dodatne probleme pri sestavi koalicije pa je Janezu Janši poskušala narediti Lista Marjana Šarca, ki je nekaterim poslancem v zameno za glas proti novemu mandatarju ponudila mesto na svoji kandidatni listi. Neuradno pa naj bi Šarec ponudbi dodal tudi brezplačen nastop na Abrahamu ter kupon za vožnjo s traktorjem za 3 osebe. To se meni že splača. Vkolikor bo prihodnji teden glasovanje uspešno, se bo premier v odhodu moral navaditi na svojo novo vlogo, na vlogo vodje opozicije, kar po domače pomeni, da si mora umisliti tako pravi kot lažni Twitter račun, na bajtu namontirati premajhen kaselc za sodno pošto ter pričeti skrivno komunikacijo z Zdravkom Počivalškom.
Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.